Ja, v bistvu dovolj je plenjenja. Hočemo nekoruptivno, neklientelistično upravljanje in kadrovanje v državnih podjetjih. To je ta osnovna današnja zgodba. Kako ste se zbrali preko spleta, kako ste kontakte? Ja, kot vedno pač nekako se organiziramo prek Facebooka. Tam je tudi prišla pobuda, no, da se to naredi, da se ta shod organizira. Potem pa prek izjava za medije, ko bomo se želi prihoditi do vodstva. Najlepša hvala za vaše vidnost. Poglejmo naše tovariše, tovarišice v Grčiji. Država je strmoglavila na raven tretjega sveta. Ljudje delajo samomore, v težki depresiji so ti ljudje. To je prihodnost, ki nam jo kažejo. To je ta svetla prihodnost, ki nam jo obljublja Evropska unija. Je to edina Evropa, ki jo lahko gradimo? Ne. Potrebna je drugačna Evropa. Evropa za ljudi, Evropa za družbene potrebe nas, ljudi. Evropa, ki bo videla ljudi ne kot strošek, ampak kot temeljno družbeno bogatstvo. Potrebno se boriti za socialistično Evropo. Pred leti tale naša vlada nagovarjala mlade mame, kot sem bila jaz, ki nisem imela šans za službo, ker so te zakone spreminjali vsak dan. Danes imam 6 otrok in moram živeti na njihov račun. Službe ni in nič ni. In jaz teli naši vladi povem, da moji otroci ne bojo na njihovih mizah, na krožnikih, ampak da bom jaz moje otroke pripeljala k njihovim mizam, z njihovih krožnikov jaz, ko me bojo zdravili do konca.